V novi monografiji so predstavili 143 nagrajenih slovenskih literatov. Občina Podčetrtek je najbolj razvojno prodorna slovenska občina. Regionalni derbi v Velenju dobili nogometaši Celja. V košarkarski ligi za prvaka zmagi za Rogaško in Zlatorog. Lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Celjska Fit Media je izdala monografijo Portreti sodobne slovenske literature 1991-2016. V monografiji je predstavljenih 143 literatk in literatov, ki so v samostojni Sloveniji prejeli eno izmed 14 nagrad za literaturo. Pobudnik izdaje monografije je fotograf Tihomir Pintar, ki je v zadnjih 3 desetletjih ustvaril portrete vseh nagrajenih literatov. Zadnja monografija s portreti literatov je izšla leta 1993. Pintar je želel 20 let kasneje izdati novo. 2013, to se pravi bi bilo 20 let od tedaj, imel sem pripravljene portrete, oddal sem prvem založniku, po 2 letih je obupal in mi je odkrito povedal, da enostavno za takšno knjigo v tem času v Sloveniji ne more pripraviti toliko sredstev in sem poiskal še enega založnika in ni uspelo. Jaz ne morem zameriti nobenemu od teh prvih založnikov, ker pokazale so raziskave, da za takšno knjigo po ceni od 50 evrov je potrebno prodati 700 knjig v Sloveniji in za takšne podvige skoraj ne moremo verjeti, da bi se to prodalo. Zaradi tega sem hvaležen, da je ta knjiga izšla. Pintar je na to rešitev našel pri celjski Fit Mediji, ki se za izid monografije ni odločila naključno. Celje je že več kot 20 let podeljuje Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko v Sloveniji. Fit Media podeljuje Zlatnik poezije za pesniški opus. Skratka, literatura in poezija imata neko vrsto domovinsko mesto v Knežjem mestu. Poleg tega pa smo založba, ki smo izdali že vrsto tudi drugih knjig, monografij, o 15-letnici tudi monografijo Pesmi Parnasa, Veronikine nagradi. No in ko je gospod Tihomir Pintar, ki fotografira slovenske umetnike, literate že več desetletij, me vprašal, če bi bili pripravljeni izdati fotomonografijo oziroma podobno knjigo, sem v načelu sprejel to idejo, ampak sem predlagal nekoliko drugačen koncept, takšen, ki je sedaj. Pri nastanku monografije je sodelovalo 15 avtoric in avtorjev. Monografijo je oblikovala Metka Vehovar Piano. Tako da smo dobili prvič v Sloveniji zelo celovit, sistematičen, dokumentaren, informativen pregled sodobne slovenske literature, kar ni še v nobeni knjigi. Poseben dodatek monografiji je pa informativni. Predstavili smo vseh 14 literarnih nagrad, najpomembnejših v Sloveniji, od Prešernove nagrade, ki jo Slovenija podeljuje od leta 1947, do Veronikine, Kresnika, Desetnice, Glazereve, Levstikove, Župančičeve in tako naprej. Tako da je v knjigi so na seznamu vsi nagrajenci za literaturo po vojni, po 1945, z vsemi deli in za letnico, kdaj so ta dela izšla. Tako da mislim, da je monografija tudi zelo dragocen prispevek slovenski literarni zgodovini. Izid monografije so podprle številne gospodarske družbe, Mestna občina Celje ter kulturno ministrstvo. Vrednost pravzaprav v tem, da je ta knjiga predstavlja neke vrste spomenik pač literaturi slovenski, ki jo je strokovna javnost, ki podeljuje ali pa izbira nagrajence za posamezne nagrade, prepoznala kot najboljšo v nekih trenutkih podeljevanja teh nagrad in v posameznih zvrsteh, za katere se nagrade podeljujejo. Poleg tega je kvaliteta te knjige
ki jo pač portreti gospoda Pintarja imajo, je ta občutljivost, tudi, kot jaz temu rečem, literarni značaj, ne samo osebni značaj avtorjev, ki so v tej knjigi oziroma na fotografijah predstavljeni na način, ki pravzaprav govori o njih tudi kot o pesnikih oziroma pisateljih, ne samo kot o osebah v nekem civilnem pomenu besede. Kljub temu, da gre za reprezentančno monografijo, bo po mnenju avtorjev zanimiva širšemu krogu ljudi. Čeprav moram povedati, da je kljub temu, da je reprezentančna, jo bodo zelo potrebovali v šolah in knjižnicah, je to tudi priročnik, je to knjiga, ki daje zelo informativen pregled po literaturi. Ne glede na to, da je to reprezentančna knjiga, da ima ceno 41 €, to je še kljub vsemu za tako obsežno knjigo in reprezentančno je razumljiva cena in mislim, da tudi dosegljiva. Prepričan sem, da bo monografija vabila k branju in da bo tistemu, ki bo po njej segel, dala zelo zanimiv pogled in refleksijo o sodobni slovenski literaturi. Monografija ima 324 strani, kupite pa je lahko po ceni 41 €. Občina Podčetrtek je bila v okviru raziskave Zlati kamen razglašena za razvojno najbolj prodorno občino leta v Sloveniji. Priznanje je posledica dejstva, da so v kraju ob Sotli znali izkoristiti večino svojih danosti in s pomočjo prepleta najrazličnejših elementov zgraditi relativno močno blagovno znamko, utemeljeno na identiteti in tradiciji. Celoten proces je občino razvojno potisnil močno naprej, kar pokažejo ključni merljivi kazalniki uspeha. V slovensko raziskavo za nagrado Zlati kamen je vključenih več kot 50 ključnih indikatorjev razvojne uspešnosti, ki se jih primerja skozi zadnja 4 leta, pri čemer organizatorji letno predelajo okoli 160 000 podatkov iz vseh 212 slovenskih občin. Letos so poseben poudarek namenili turističnemu razvoju, kar je pripomoglo k uspehu občine z dobrimi 3000 prebivalcev. Prvo moram reči, da sami nismo pričakovali tega, predvsem zaradi tega, ker že nekaj let sledimo temu, kako se pristopi k zadevi, se pravi, da gre za približno med 50 in 60 različnimi ocenjevanji, ki potekajo kar nekaj let, ocenjujejo se pa tudi rasti določenih zadev. Pravzaprav tudi tam na preditvi sem rekel, da bi lahko vseh tistih 11, ki je bilo, ali pa še kdo zraven, ki ni bil omenjen, dobilo tako priznanje. Pač za našo območje je značilno, da glede na to, da je bil večji poudarek na turizmu, je pač značilno, da nas je ogromno na tem turističnih krajev. Seveda pa nikakor ni presenetilo, da smo pa čisto v finale prišli, ker že nekaj let kaže analize na to, da imamo rast in ključna rast je bila zadnje 3-4 leta, smo zrasli za preko 30 mest v razvoju. Sedanji rezultat je tudi plod uspešnih prijav na različne razpise. Lahko rečemo, glede na to, da se to leta sledi, da smo v tem času izredno dobro odčrpali evropska sredstva, da smo povečevali tudi delež prenočitev, delež prihodov in delež razvoja. Ključ do uspeha pa se skriva še nekje. In ne nazadnje, kar je bilo tudi posebej omenjeno, nismo šli v kamen, nismo šli v betone, ampak smo delali to nekako v stilu za naravo. Ne nazadnje lahko rečemo, da smo bili 2-krat prejemniki priznanj za najbolj urejen kraj v Evropi, tako Podčetrtek kakor Olimje, kjer je pa še posebna postavka ravno največ ali pa veliko točk da življenje z naravo in tu mislim, da smo posebej uspeli. Kje pa v obmejni občini vidijo pomanjkljivosti? Prav gotovo so tista področja, ki so že splošno znana za naše območje, prve vrsti dostopnost. Po eni strani mi imamo naše občinske ceste pravzaprav skoraj 200 km vse urejene, skoraj vse nove. Poleg tega ogromno število kolesarskih stez, pravzaprav prepletamo občino. Lahko rečem, da se ponekod že igramo s tem, kako bi jo speljali. Po drugi strani pa, kot sami veste, zelo slab dovoz strani, ali rečem Šentjurja, Dramelj oziroma Slovenske Bistrice, pa tudi iz Brežic.
Če gledam samo tu čez na Hrvaška, vse nove ceste, govorim o državnih cestah, pri nas pa pač ne moremo nekatere stvari premakniti. Čeprav moram povedati, da tukaj pri nas se v zadnjem času res tudi veliko dogaja, tudi strani direkcije za ceste, vendar pa to je ena od poglavitnih zadev, ki bi se morala v kratkem spremeniti, vsaj kar se tiče turizma. Se pravi dostopnost, s tem, da smo spet na dobrem, kajti v bližini v Zagrebu so odprli odličen novi terminal in bomo verjetno to tudi k nam prispevalo za goste. Boleča točka je še vedno stanje gradu nad trgom, s katerim se že vrsto let ukvarjamo, potem pa veliko več bi lahko naredili, naprimer z Zvonarskim jezerom, pa še mogoče kje druge, ampak v zadnjih letih smo pravzaprav naredili to, kar smo si nekako tudi želeli, prepoznavno turistično destinacijo. Dodajmo, da je bila med 8 letošnjimi finalisti za priznanje Zlati kamen še občina Laško. V 26. krogu nogometnega državnega prvenstva sta se včeraj v regionalnem derbiju v Velenju pomerila Rudar in Celje. Po vodstvu Velenjčanov z 1-0 so se zmage z 2-1 veselili Celjani, ki so z 38 točkami trenutno na 5. mestu prvenstvene lestvice. V prvem polčasu gledalci niso prišli na svoj račun, saj je bila igra tako enih kot drugih slaba. V drugem pa so padli vsi 3 goli na tekmi. Povedli so Velenjčani v 57 minuti. Po podaji Damjana Trifkoviča je v zmešnjavi v kazenskem prostoru zadel Žan Bilong. Po uri igre je po strelu z glavo izenačil celjski branilec Damir Hadžić ter izid poravnal na 1-1. Odločilni gol za celjsko zmago je v 89 minuti dosegel napadalec Matej Podlogar, ki je izkoristil podajo Rudija Požega Vancaša. Celjani so po 26 prvenstvenih krogih na lestvici 5, Velenjčani so 7. Celje bo v soboto pred domačimi gledalci gostilo Domžale. V tretjem krogu košarkarske lige za obstanek so košarkarji Podčetrtka premagali Portorož. Tajfun pa je bil Hruševcu boljši od Škofje Loke. V ligi za prvaka je Rogaška slavila na Polzeli in je s 3 zmagami na vrhu prvenstvene lestvice. Uspešni so bili tudi Laščani, ki so v 3 Lilijah z 81-74 premagali Krko. Začetna četrtina je v Laškem minila v znamenju kar 6 izenačenj in 10 točk Igorja Tratnika. V 14. minuti je prednost Zlatoroga narasla že na 15 točk, a so Krkaši 3 minute kasneje zaostanek znižali na 5. Na glavni odmor sta ekipi odšli z razliko pol ducata točk. Anemična Krka se kljub občasnim prebliskom v tretji četrtini ni uspela približati gostiteljem, kjer se je Tratniku po strelskem učinku priključil Jan Špan. Novomeščani so bili uspešnejši v zadnji četrtini, ko se je razpoložil Kari in v 35 minuti povedli za točko. Sledili sta 2 izenačenji, v končnici pa so brez večjih težav prevladali domači košarkarji. Ramo Rizvič je zadel za končnih 81-74. Tratnik in Špan sta srečanje zaključila pri 23 točkah, po nekaj slabših tekmah pa so v taboru Zlatoroga sedaj veliko vedrejših nasmehov. Bilo je že malo krize v ekipi, tako da nam je tole bila res pika na i, tako da zdaj smo spet na starih potih, upam, da nisem zarekel. Moramo zdaj še Olimpijo iztržati čim bolj ugoden rezultat, potem pa mislim, da ne vem, težko kaj pametnega povem po taki tekmi, zaslužena zmaga, smo se res potrudili, čeprav nas je zelo malo, ampak res tole je, ne vem, pika na i, to je to. Čestitev fantom, dali so vse od sebe, nocoj, razliko od nekaterih prejšnjih tekem odigrali tudi pametno v ključnih trenutkih, tako da se lahko veselimo te zmage. Vendar to je šele, zdaj smo vrnili še tisto, kaj smo izgubili z prvo kolo proti Rogaški. Treba je do konca še velikih 7 kol, treba vsako tekmo odigrati na tak način, vsako tekmo dati svoj maksimum, če hočemo ustvariti naš cilj uvrstitev v polfinale. Na lestvici je sama s 3 zmagami na vrhu Rogaška. Zlatorog s Krko in Olimpijo z 2 zmagama deli drugo mesto,
Hopsi pa so ob Domžalčanih na dnu brez uspeha v ligi za prvaka. V četrtem kolu bo naslednjo sredo v Laškem ob 19. uri tekma z Olimpijo. Uro prej bo Rogaška začela srečanje v Novem mestu. Polzelani bodo ob 20. uri začeli gostovanje v Domžalah. V ligi za obstanek je Tajfun v Hruševcu znova vpisal visoko zmago. Gledalci so v tekmi zasedbo iz Škofje Loke videli številne lepe poteze. Samo Žiga Fifolt je kar 5-krat končal akcijo z zabijanjem. Domača zasedba je bila razpoložena pri metih z razdalje, saj je trojko zadelo kar 7 različnih igralcev. Končna razlika je znašala 25 točk v korist Šentjurčanov. Najbolj učinkovit pri domačih je bil rekonvalescent Jaka Brodnik z 18 točkami. Na začetku smo premalo agresivno začeli, vendar smo v drugem polčasu strnili vrste in igrali močneje, agresivneje in poveli za 20 točk in to razliko zadržali do konca. Kot ekipa smo se dvignili in tudi igra se potem izboljša. Na razpredelnici si Tajfun skupaj s Šenčurjanih, pri katerih bo gostoval prihodnjo sredo, deli drugo mesto. Po četrtani za mestom, ki ohranja prvoligaški status, zaostajajo za 3 zmage, naslednjo tekmo pa bodo odigrali v Škofji Loki. Jutri bo pretežno jasno, ponekod bo pihal južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, ob morju 9, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Soboto in nedeljo bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodni veter. Z vremensko napovedjo pa tudi zaključujemo današnji pregled dogajanja na Celjskem. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, do prihodnjič pa lep pozdrav in srečno.